Aha, zdaj pa je. Povej. Čudovito. Ok, Oh, v redu. čista slika, čist zvok, odlično. Ne, No, res fantastično. Ok, začnemo. greva. Marinka Kurilič je v zadnjem mesecu, lahko me popravljaš vmes, ampak V redu. mesec zadnji je bil ponovni fokus na tržnico, naenkrat bum bum. Zame nepričakovano, ampak danes, ko sem razmišljal, je lahko tudi preprosto gre še za en manever preusmerjanja pozornosti, ampak o tem bomo tuhtali skupaj. In me je Marinka vprašala, kaj naj zdaj, a ne, ker midva sva že v navezi 18 let sva ugotavljala, oziroma je Marinka preštela, ker je bilo že takrat dogajanje v zvezi z županovanjem od leta 2006 se je začelo to čudno županovanje. In smo prišli skupaj zaradi določenih vsebin. Recimo, tržnica je bila vsekakor ene vrste koagulant, kjer so se marsikateri dvignali in rekli, to pa ne more biti. Tega pa ne bomo pustili. Ampak je projekt tudi zaradi nasprotovanja že takrat počasi zamrl in se je kapital preusmeril v druge bolj lukrativne oziroma več denarja prinašajoče projekte, kot so razne stolpnice, in se je gradilo po Ljubljani. In zdaj so se naredili projekti, določeni so kritični, krizni, ampak naenkrat pridejo z idejo, da bi pa le dokončali simbolično ali ne projekt tržnice. Prišli so ven pri Molu z PR projektom, tako kot se zagre vsakič, torej naj živi tržnica, pri čemer vsi mi vemo, da tržnica umre za vsaj nekaj let, če ne za vekomaj skoraj, vsaj v taki obliki, v kakršni je zdaj. No in Marinka mi reče, Blaž, kva zdaj? Rečem Space. In se je, vsa čast, pokazala nadsposobna, da je v tako hitrem času zrihtala Twitter in pripravila računalnik do čistega zvoka. In zdaj, mi imamo oddajo, lahko da je ena v seriji, danes načrtujeva nekako do 9. Recimo, da zdaj smo že zamudili žal 20 minut skoraj. In se javite, ne? Kdor hoče kaj povedati, imate možnost prijave na speaker prek tistega mikrofona, pa vas bom pustil uskočiti, če seveda boste disciplinirani, prijazni in vse to, kar se zagre na mojih spacih, oziroma naših spacih. Tako da, Marinka, Ja. jaz sem te tudi dvakrat zapored, ker ima gospod župan novinarske obtorkih, sem te opozoril, da govori neposredno o tebi oziroma namiguje na te. In zdaj v torek vsi smo videli na Twitterju citat, da naj bi ti širila celo laži o hotelu Kresija, ampak to bo pol prišlo. Dej, prosim, jaz sem svoj uvod naredil, zdaj si pa še ti z uvodom in prideva pol do hotela Kresija. V redu. Zakaj si sploh začela? Pa kdaj približno? Ja, odlično. Začela sem že, oziroma začeli smo že, ko je bila Danica Simšič županja, ker so rekli, da bojo naredili vzpenjačo na grad in da bo parkirišče tukaj, ki je zdaj tržnica. Takrat smo postali pozoren, pravzaprav smo iz hiše, jaz sem stanovala takrat na Streliški 1,
smo napisali pismo, seveda jaz podpisana, kaj je s tem, če bo parkirišče na tržnici, potem tržnice ne bo. In mi je takrat Gajšek, ki je bil ne vem kakšno funkcijo imel v Pardanici, mi je odpisal, da ne, tržnica se ne bo nič, ne bo parkirišča, bojo druge zrihtali, no in tržnica bo intaktna ostala in je res za časa Danice. Ampak smo bili pa pozorni, ne. In ko smo zvedeli, da ima Janković v svojem volilnem programu garaže pod tržnico, smo se pa zorganizirali. Jasno, najprej stolpnice, pa še nekaj strokovnjakov, ki smo jih vprašali za mnenje. No, in ta krog se je širil, vedno več smo obveščali ljudi, kaj mislijo, smo šli na tržnico, sprašvali kupce, kaj mislijo o tem, da bila tule garaža, in moram reči, da sem bila presenečena nad razumom ljudi, nad predvsem teh preprostih kupcev, kako so vsi dojeli, da garaže pa živila nad garažami pa izpušni plini ne grejo skupaj. To me je presenetilo. No, in potem tako širil se je ta krog, mi smo se oblikovali v civilno iniciativo, kar tam hitro v začetku leta 2007. Prvo tiskovno konferenco smo imeli pa pod Arkadom novembra 2006 že. Zdaj je prišel, ne me zdaj vprašati za priimke, tle sem jaz bolj slaba, en novinar zelo v redu in je potem to v Delu tudi objavil. No, skratka, potem smo se oblikovali v civilno iniciativo, imeli smo en shod, ki ga pravzaprav nismo mi organizirali, ampak ga je nekdo organiziral, in ker smo hoteli tudi mi biti udeležen na tem shodu pred mikrofonom, sta bila v glavnem pred mikrofonom Janković pa Manca Košir, bohi, da je dober. No, in potem sem bila na sodišču, da je bil to neprijavljen shod, ne, in da sem odgovorna. No, k sreči je eden z naše iniciative posnel ta shod, nisem vedela, potem sem zvedela, in to je bil dokaz, da pravzaprav mene pred mikrofonom sploh ni bilo in nikogar od nas, in da je bil to shod Jankovićev. Tako ni bilo nobenih sankcij, ne. Verjetno so hoteli, da me preplašijo, ampak jaz, no dobro, sem malo drugačne narave. Tako da potem se je pa širilo in dejansko vedno več pripadnikov smo dobili. Tako da 2010, želeli smo referendum. Tako, rekli smo, naj ljudje odločijo, ali so za garaže ali da tržnica ostane. In Janković je jasno to žogco vrgel nazaj, če hočete referendum, ga pa organizirajte, ne. In tako smo 2010 marca, mislim, da je ne, septembra, takrat, ki je bilo tudi Janković za župana podpise zbiral, mi pa za referendum. Na en stran Kresije, pa na drug stran Kresije. No, in tisto je bilo pa izredno mučno. Novinarji so nas poznali, hodili so mimo naše stojnice, ko smo podpise zbirali, sem jih vprašala, ker smo se poznali med sabo, da naj malo posnamejo, zakaj se ne ustavijo, so rekli, uredniki ne dovolijo. Noben medij ni nobene reklame naredil za to, da mi podpise zbiramo. No, edina družina je takrat objavila na pobudo enega njenega člana, tudi tisto objavo smo plačali. Skratka, ni bilo odziva in sem jaz rekla ljudem, da se naj pač obveščajo tako, kot so včasih OF. Jaz še poznam te čase, ne. Malo smo se smehljali, no, ampak vseeno, da ne bomo o tem predolg,
Zbrali smo takrat 9872 podpisov, ne pa 11 000, kot bi jih morali. A ni bilo to za OPN? Ne, referendum za tržnico. Je bilo še prej? Je bilo ob OPN-ju. Ja, je bilo ob OPN-ju. Aha, Ja, skupaj. skupaj. In a to govoriva o letu 2010 torej? 2010. In jaz sem sicer bo rekel, kdo da se ponavljam, ampak moram spomniti, oprosti, ker sem uskočil noter, ampak samo da dodam, takrat se je zbiralo za OPN, občinski prostorski načrt, ki je podlaga za vse kasnejše delovanje do danes praktično. In želeli smo imeti o tem referendum. No, župan se še danes hvali, da nismo zbrali podpisov, je pa treba povedati, da so bile takrat največje poplave v Ljubljani, da je bilo upravno sodišče zalito z vodo, kar pomeni, da upravna država in država ni funkcionirala. Ljudje iz Črne vasi in z zalitih območij niso mogli hoditi na upravno enoto. In Danilo Türk kot predsednik države ni razglasil izrednih razmer, ker tega nikoli ne naredijo. In zato smo zbrali 9000 na mesto 11 000, pri čemer je teh 11 000 v resnici daleko preveč, ker če bi imeli kriterij iz državno-zborskega referenduma, bi morali zbrati 5000 podpisov in to je ta dodatek moj. Skratka, OPN in referenduma o tržnici ni bilo, javne, resne, široke, večstranske razprave tudi ni bilo nikoli, mediji so vse blokirali in nadaljuj, prosim. No, skratka, veliko ljudi je prišlo in so, to so me na upravni enoti upozorili, so na stojnici izpolnili listek, so prišli na upravno enoto potrditi svoj podpis, niso hoteli, da jih vnesejo v računalnik in so listke v koš zmetali. Tako da verjetno bi bilo ljudi še veliko več. Veliko ljudi je tudi reklo, mi bi podpisali, ampak imamo posle z občino in se bojimo, ker bomo te posle izgubili. Ampak veste, da smo proti garaži. Mislim, to so stvari, ki so se dogajale in to moramo povedati. Ja, Janković je maščevalen. To vemo od teh, ki so se zavzemali tudi na mestnem svetu, ali pa novinarji, ki so se zavzemali za boljšo, lepšo Ljubljano, ne po Jankovićevem okusu, ampak po okusu ljudi, prebivalcev Ljubljane, so zelo veliko jih je nastradalo. Nekateri so že danes upokojeni, 18 let je od tega, nekateri, ki so bili pa mlajši, so pa dobili druge službe. Ampak to so dejstva. Ja, nažalost, Janković je maščevalen. Zdaj, no, potem so šle zadeve naprej, mi smo pri takem številu podpore. Skratka, no, če bi bilo malo reklame za ta referendum, bi po moje kamot zbrali 11 000 podpisov, sploh ne bi bilo dvoma. Tako pa nismo. Ampak to je bila za nas spodbuda, da smo potem pa res vse sile napeli in se zavzemali na vseh možnih nivojih. Sodelovali smo z vladam, pisali na vlado, na Ministrstvo za kulturo, ker Simoniti je zaščitil tržnico, Širčeva jo je spet odščitila, bom rekla. Tržnica je bila zaščitena,
že prej, ampak Janković ni to vzel v obzir. In jasno, ministri, tako ko so prišli njemu privrženi ministri, so zaščito odstranili, ko je pa SDS bil na oblasti, so jo pa spet zaščitili. Zato, ker smo vedeli, da je nam tržnica res, to je naše bogastvo. To je nekaj, kar nam ogromno pomeni. Ne samo zaradi nakupovanja, predvsem zaradi srečevanja. To je neka taka družabno središče in verjetno nekomu tudi to gre na živce še iz unih svinčenih časov, ko se niso smeli, starejši bojo to vedeli, ko se ni smeli več kot 3 družiti naenkrat. Če jih je bilo več kot 3 na kupu, je že policija se ustavila zraven. Takratna milica, ne v tisti. Marinka, oprosti, o kateri državi ti to govoriš? Ker zdajle so bili recimo 3 so sedeli na kavi v soboto, Zoran, Robi, Milan. Ja. Mladi pa nikoli niso slišali česa tako nenavadnega, da se več kot 3 ne bi smeli držati skupaj, pa da ne bi prišel policaj. Tako da daj povej, katera država je to bila, pa kjer sistem. V Jugoslaviji. A v ta stari Jugoslaviji, pred drugo svetovno. Ja, pred drugo svetovno vojno, ne? Ki je bil feudalizem. Ne, v Jugoslaviji, socialistični federativni Jugoslaviji. Aha, v socialistični federativni republiki Jugoslaviji in socialistični republiki Sloveniji, v njenem glavnem mestu Ljubljana, se je dogajalo, da če je bilo več ljudi na kupu, je že prišel policaj. Ja, tako je. Tako je bilo v tistem režimu. Zato smo verjetno zaradi vseh teh pritiskov tako masovno glasovali za samostojno Slovenijo, na plebiscitu. Tako da, za plebiscit. Tako da, ja. Ampak očitno se stvari ponavljajo, združevati se ne smemo. Po moje je tudi to razlog, da nam hočejo tržnico uničiti. Ne samo za postavitev garaž pa hotela v Kresiji, ampak tudi zato, da to ni to spontano, to je spontano združevanje. To ni organizirano. Pa mislim, da je zelo slovensko. Ne? Pa zelo slovensko, točno. In to je naše, to je naša kultura. Sem zdaj v soboto, zdaj da preskočam, ki je bil lep sončen dan. To je bilo užitek biti na tržnici, to je bilo kot na mravljišču, polno nas je bilo, vsi veseli, nasmejani. Mislim, pa to je prekrasen za videti. To je tako za psihično sproščanje nekaj neverjetnega. No, a mi še malo pomagaš zdaj, kaj? Ne, sej, da vidiš normalne, prijazne soljudi je poseben dogodek. Ja, res. Jaz sem bila navdušena. In tudi je nekaj, na tržnici je tako vzdušje, da tudi tisti, ki so depresivni, pridejo na tržnico, pravijo, se sprostimo tukaj in gremo dobre volje domov. Za stare pa sploh, ki so osamljeni. To je še s temi kmečkimi pridelki, se srečujejo iz njihove mladosti. To je za njih dejansko, bom rekla, zdravilo za dušo. Greva, če se nama da že danes, ampak gradbeno si zamišljajo oni graditi 5 nadstropij globoko, 5 kleti, 4 kleti. S tem se vzpostavi ena kocka betonska. Ja. In problem, ki je najhujši, je ta, da je Ljubljanco, si lahko predstavljate, 4 nadstropja dol tudi, in to je vse v bistvu v vodi. In tiste zgornje garaže pod Zvezda parkom pa Kongresnim trgom so tudi taka kocka in so povzročile težave za uršulinsko cerkev,
Mimogrede, nadškof Zore je objavil v Družini obširen članek na to temo. Sem ga že delil, pa ga lahko še enkrat. Skratka, a je izvedljivo, si se z gradbeniki kaj pogovarjala, arhitekti, ne? Mende, a je možno sploh kaj tazga narediti, pa da je vodotesno, pa da ne povzroča težav? Ker tiste garaže pri Uršulinski cerkvi so povzročile nihanje podtalnice, cerkev je pa temeljena z lesenimi tudi piloti. In zdaj to začenja trohneti, zato ker je voda v različnih višinah. Mislim, a ni to recept za poškodovanje širše okolice? Prav tako. Ja, prav recept, tako kakšen drug. Ja. Ja, ampak župan tega ne prizna, ne? Čeprav so o tem pisali, čeprav so Uršulinke dobile odškodnino. Še tisti je menda, ne vem, država plačala. Skratka, on ne prizna, da je kaj bilo narobe, da je kaj narobe na Kongresnem trgu. Menda ima tudi filharmonija v kleti ob vsakem dežju vodo. Namreč mi moramo vedeti, da je to področje izredno občutljivo zemljišče, izredno občutljivo. To je bila naplavina oziroma je naplavina Ljubljanice in je gor peščeni prod, spodaj je pa praktično blato pod tem prodom, ne? In če vsaka gradnja je izredno zahtevna, ne da se, takole bom še prej, zelo veliko strokovnjakov, gradbenikov, predvsem gradbenikov, nas je ustavljali, klicali mene zelo veliko po telefonu, so dajali nasvete, to se ne more narediti, to se lahko naredi. Nekatere sploh nisem nikoli spoznala, ampak so mi res veliko svetovali, to rečete, to naredite, gradbeniki. Arhitekti pa, no dobro, ne bom o tem, da se tudi kakšen posel dobi, ne? Ampak gradbeniki so statiki tudi, ne? In tisti so rekli, da to ne gre, ne bo šlo. Skratka, to je izredno občutljiv teren, namreč ne samo, da je prodnat pa blato na dnu, ampak vse to so raziskali, tudi te raziskave, ki so te cevi zabijali in potem vzorce. Sondiranje. Zondiranje, tako ja. Vzorce zemljišča so jemali, ne. To so povedali, da spodaj blato. No, in tukaj je tudi ne samo zemljina, ampak tukaj so tudi podzemne vode iz grajskega hriba. Na Kongresnem trgu so bili vsi presenečeni, ker niso verjeli, da pridejo vode iz Rožnika. Niso verjeli, da bojo z Rožnika, ampak so potem ugotovili s testiranjem, ko je bila že garaža narejena, da je z Rožnika pridejo. No, tukaj bojo pa z grajskega hriba. In te podzemne vode, to vsi opozarjajo, neodvisni strokovnjaki, ne tisti, ki hoče biti, bom rekla, ki se prilizujejo Jankoviču, a sem pregroba, tudi če sem. Tako je. Tisti jasno pravijo, da se vse da in da se vse lahko naredi. Ja, takole je. Z današnjo, to tudi drugi pravijo, z današnjo tehniko in tehnologijo se da marsikaj narediti. Ampak to je izredno, izredno drago. In če pomislimo, da se ta garaža, da se naj bi zdajle investitorjem občina Ljubljana, mestna občina Ljubljana, da bi to se pravi, da bi občina plačala to investicijo, to garažo, to je naš davkoplačevalski denar. To se pravi, da mi, Ljubljančani, davkoplačevalci, pa nekaj tudi država, ker dobi občina, je tudi od države nekaj denarja, bi plačali za uničenje tržnice. To je ves paradoks tega, še poleg vsega. In
Ja, bi se dal narediti, ampak izredno bi bilo drago. Vemo pa, da se dela v glavnem na hitrco, čim ceneje in ne vemo, kakšne bi bile posledice, če bi se ta garaža zgradila, ker je preveč elementov, ki govorijo proti. Namreč tudi nekaj ne smemo pozabiti, da sta tukaj dva državna zaščitena spomenika, to je semenišče pa stolnica, da je ob robu Grajskega hriba en cel kup teh nizkih stavb, ki niso temeljene, nimajo podkletenja in že samo delo, izkop gradbene jame, ta težka mehanizacija, vsi ti stroji, zabijanje pilotov, ker bomo jo mogli, tam kjer je blato, bi morali zabijati pilote. To bi čist razrušili oziroma popokali, mogoče bi se tudi med gradnjo kakšna hiša, stavba porušila. Namreč jaz se spomnim, ko so Kopitarjevo cesto, samo kanalizacijo so obnavljali. In je takrat mestni svetniki so bili tudi v tej Marovi hiši, so mi tajnice kazale vsakokrat, ko sem prišla, nove razpoke na Marovi hiši. Pa samo kanalizacijo so obnavljali na cesti Kopitarjevi. To je zelo malo bilo vibracij, zelo malo škodljivih, bom rekla, vplivov. Kaj pa tukaj, ko bojo bi bili težki kamioni, bi šli vozil, hrup bi bil, tresljaji bi bili, že med samo gradnjo bi bilo ogromen poškodb. No, pa še nekaj, ko so mesarski most delali, ne, ki je dost mejhna, bom rekla, mejhna gradnja, so popokali stebri teh kolonad in v semenišču so popokale freske. Pa tudi, če greste danes pogledati vhod z te strani od tržnice, vhod v to pokrito tržnico, vidite razpoke. Nekaj so jih med kockami zalili, ampak tukaj, ki je pa malo dvignen, se pa vidi razpoka. Tako da lahko ljudje to vidijo, pa samo zaradi mesarskega mostu. Ampak toliko, če bi imel Janković rad Ljubljano, bi on ta denar uporabil za kaj druga, in sicer za utrditev temeljev Plečnikovih tržnic, namreč Plečnikove tržnice iz podjeda Ljubljanca in te podvodni tokovi iz Grajskega gradu, in je praktično na gotovih mestih stojijo kar sami od sebe. Nimajo trdne podlage. Potem pa še te ladjice in tako naprej z motorji, to vse vrtinči in še bolj iz podjeda temelje arkad. To je treba sanirati. Sam tukaj bi vskočil, ljudje sam da si bojo malo predstavljali, kera ulica si rekla prej? Kopitarjeva. Kopitarjeva je od Zmajskega mostu do predora. Do predora, ne? Torej tam, kjer je Dnevnik, pa na drugi strani pol nova pravna fakulteta, Marova hiša, pa ta hiša, kjer je kiosk, ne? Ja, in pa družina. Mislim, to, kar ti zdaj opisuješ, tole sem hotel glede, jaz sem tudi slišal, ne, to so kaverne vode, večmetrskega premera, ker je Ljubljanca iz tistega svojega korita skozi razpoke šla pod tržnico, pod arkade, in je tam pesek odšel, voda je postala. In to, kar zdaj ti opisuješ, je v resnici zgodba o potrebi po milijonski obnovi. Tako. Oni pridejo pa z neko
betonsko kockasto logiko v ta prostor proizvajati tresljaje, potrese, plazenje, rušenje, dobesedno. Ja. Dobesedno. Ja, dobesedno. Dobesedno. In zdaj, ko sva se pogovarjala, zdaj so 3 simbolični projekti, so se nakopičali v vsem tem času, ne, torej od 2006, 18 let tega. Ne vem, če povprečnega Ljubljančana vprašaš, ali je Ljubljana lepša kot takrat, mogoče so komu kakšne kocke na tleh všeč, ampak načeloma to ni več isto mesto. In 3 projekti, o katerih govorimo lahko, so kanal C0, Tako. tržnica, pa načrtovana sežigalnica. Ja. In jaz samo vidim izredno podobnost, torej PR-ovsko se nekaj naredi, se objavi na mestni občini Ljubljana, imamo projekt, imamo PR slogan, recimo kanal C0 je čisto zate, pomeni pa za 180 stopinj, pa podaljšek 1000 kilometrov nasprotno. Ja. In tle tudi naj živi tržnica, in zdaj ti, kar opisuješ, je rušenje pokrajine, urbane pokrajine naokrog, pa odstranitev kmetovalcev, prodajalcev. No, tega se še dotaknili nismo, ja. Ja. Skratka, se bomo vsega tega še, če bojo, upam, da kakšne oddaje, zato ker se zbirajo podpisi, a ne? Ja, podpisi se zbirajo. Ja. In zato, da bi katerega decembra je gradbeno dovoljenje? 11.12. je konc zbiranja podpisov, javne razgrnitve. Ja. Ampak dajva še nekaj, zdaj bo čisto na hitrico nekaj še povedala, pa bi pa dala še enemu ali 2 možnost hitrega komentarja oziroma vprašanja, ampak tu enako je pri sežigalnici. Skratka, župan Janković se nikdar ne znajde v nenadzorovani situaciji, on ima samo svoje novinarske konference, pa srečanja z prijatelji, da bi se pa recimo s tabo javno kadarkoli pogovarjal, pa tega ni. Enako ni pri kanalu C0 in so to samo enosmerne puščice ali neke kanonade, ampak vsi te 3 projekti so okoljsko in urbanistično nadkritični. In zdaj te sprašujem, preden dava možnost še komu, da kaj vpraša, zato se pa javite, dajte si mikrofon stran, če hoče, torej rdeči mikrofon je na levi, če hoče kdo kaj povedati, naj se javi. Kako bi opisala karakter oziroma politično, kaj to pomeni? Nedemokratsko je, razprav ni, to vedenskost župana Jankovića, 18 let, kaj on počne? Prosim. No, mi smo velikrat predlagali, da se strokovnjaki srečajo, in neodvisni in tiste, ki on plačuje. Ne? Nikoli ni prišlo do tega, ne da bi jaz vedela do tega srečanja, saj razgovora, da bi bile razprave med Jankovića z ljudmi, kadarkoli je bil kakšen OPN ali karkoli je že bilo v razpravi, enostaven, ne, to ni tako, nimate prav, njegova je obveljala. Ni dovolj, da ljudje povejo. Namreč mi imamo oblast zato, da nam ureja življenje lepše in da nam olajša življenje s predpisi in tem. Ne, da nam komplicira življenje. In tega očitno Janković tega čuta nima. On je tak po karakterju. Njegova volja, on si je nekaj zamislil, njegova volja mora obveljati, pa karkoli ljudje mislijo. Ni važno, kaj ljudje mislijo. Ampak vse to se plača z našim denarjem. In če bi bil majhen demokrat, bi rekel, ljudi moramo vprašati.
v pravnih državah, tam, kjer je demokracija, se pogovarja z ljudmi. Pa ne samo s tistimi, ki so naklonjeni tvoji ideji, tudi z drugimi, predvsem z drugimi, da veš, mogoče pa moraš spremeniti svoje mnenje. Jaz pri mojih letih še danes rada spremenim mnenje, če mi nekdo pove, da nimam prav. V redu, povej mi zakaj. On tega nima. On ne zna prisluhniti drugačnemu mnenju. In to je tragedija. Ja, in vsi ti trije projekti. Zaenkrat je najhujši kanal C0, ker če bomo ostali brez vode, praktično to je grozljivo. Ker poglejmo tam, kjer imajo sušo, kjer s cisternami vozijo vodo, če bomo morali flaširano vodo plačevati, ki jo bojo ti kapitalisti izredno drago prodajali, pa ne samo za pitje, tudi solato pa sadje bomo prali v čisti vodi. Bomo morali kupovati. To je siguren problem številka 1 v Ljubljani. Drug, če bi bila sežigalnica, zrak v Ljubljani že tako onesnažen, Janković pravi, da ne, ker so merilne naprave na različnih, na neprimernih mestih, še slabše. Če pogledamo, kaj pravi dr. Fikfakova na NIJZ, še slabše. In če bi bila sežigalnica, bi morali naši potomci z maskami hoditi po Ljubljani. Ampak unam verjeten gas maskam. Tako da v vsem tem je, po mojem gledanju, tržnica še najmanjši problem. Te dva, kanal C0 pa sežigalnica, sta siguren hujša. Toliko za enkrat. Smo pa pripravljeni za vprašanje, če ima kdo, a ne? Ja, Okay. Ali misliš, da še kaj morala reči? ja, ne, meni gre izredno na živce. Aha, Rok se je dvignil roko, odlično, takoj, sam še nekaj, da povem. Čakaj, zdaj se boš ti, Marinka, odklopila. V redu. Samo odpej tisti na mute. Ja, se vem. Kaj si zdaj ti nazadnje, čakaj tole, zdaj mi je šlo ven. Jaz sem rekla, sežigalnica pa kanal C0, Ja. pitna voda pa sežigalnica sta najhujši problem, če bi se jih lotil realizirati. Ja, no, pri kanalu C0 ne govorimo več niti o ustekleničeni vodi, ker stekla ni več in bi bila plastificirana. Tako je, Sežigalnica je kotlina. seveda. Mene sam dvom navdaja, a je to neumnost pa egotrip, ali je to biznis pa egotrip, ali pa še kaj več pa egotrip. Mislim, da vse skupaj, če mene vprašaš. Rok, zdaj boš ti, ko je zdaj, a lahko. Ja, kar daj si itak govorc, začni, prosim, Rok, vprašaj. Ja, se v bistvu najprej, da se sam bolj kot z vsem slišanim ne moram strinjati. Jaz se me tudi tiče, ne živim več v Ljubljani sicer, v predmestju, ampak je še vedno isti sistem vodovoden. Zdaj, to sem najprej hotel, sam da misel izrazim. Zrak, voda, spanec oziroma počitek, pa hrana. To so 4 stvari po tem vrstnem redu gre. To vsako živo bitje ve, predvsem pa človek. In to je drugega kot samo, pa druga misel, ki mi na to pade, je to odkrit napad na ljudi in mesto in državo. In če to ni terorizem, pol ne vem, kaj je. Druga stvar je pa tako, vse tudi to drži, se spomnim, ko sem zdaj pred letom 2 so gradili zraven televizije RTV na Kolodvorski hotelček in ja, ne samo hrup, tresla in druge stvari, pa je televizija cirka 150 metrov zračne, po moje zdaj na pamet govorimo od Ljubljance. To je pa toliko večji projekt, da ne samo poškodbe, še kaj, pa nisem strokovnjak, to je samo moje mnenje, čisto laičen.
In potem, kar mi gre tukaj še spet ta biznis z Krisijo in hotelom, to se namislim zdaj nekaj vtikati, ali je dobro ali ne, ampak sama podoba mesta, vse, kar se dela na njemu, se ne rečem. Vsaka vas oziroma vsaka naselje, mesto je prav, da se do ene mere razvija. Ampak na kakšen način, pa v kakšnem obsegu, je pa druga stvar. In to je bolj pomembna zadeva, kakšen mest pa simbol tudi države bomo pustili mi za sabo ljudem, predvsem Slovencem. Zato, ker zakaj sem prej omenil vrstni red? Voda, seveda. Pili bomo vodo ustekleničeno v državi, ki je skoraj svetovni fenomen, kar se tiče letnih padavin. To se še spomnim, ko sem bral ali bil na študiju, ne vem, mi imamo praktično zaradi terena se veliko vode odteče v tej državi in zdaj, kako pa z njo ravnamo, zalog imamo pa veliko. In voda lahko tako dobra kot slaba stvar, govorim, če je preveč je hudo, če je pa ni, pa tudi. In to, da se nam, gledam sem predvsem na to, da nekdo dela korporativen biznis, samo za denar gre, za njihove potomce bo poskrbljen, ne glede na to, kakšno bo tukaj okolje ostalo. In ko se spomnim kakšnih dokumentarcev iz Južne Amerike, kaj so, recimo Butas primer, ko je korporacija vzela vodne vire, praktično živo, žico postavila, ljudje so pa hodili kilometer pa pol stran v vodnjaček zajemati, dokler se jim ni snel. Pok se jim pa snel, ampak je moglo biti dosti hudo. In tukaj sem prej rekel, voda, zrak, kot sta rekla. To dvoje, tržnica je pa kot taka tudi eden od simbolov zgodovine in zgodovina smo ljudje, smo Slovenci, smo Ljubljančani. In to je vse, kdor je pošten, ne glede na politično ali versko ali kakršnokoli pripadnost, bi tukaj mogel v glavi si tudi samo reči, tako kot je. In jaz nočem ne, da bi za kaj hujsko ali karkoli, ampak te ljudje ne razmišljajo kot normalna večina in se ima za nadnormalno večino. In ja, kot ste prej sami omenili, oni so v naši službi, nismo mi v njihovi. In to je vse splošen pojav po celem svetu, ne samo pri nas. Ti ljudje se imajo pač za neko kraljevo od Boga dano elito, kaj ne vem. In tok samo v tem sem hotel, pač bolj misel izraziti zdaj. Kar se tiče pa samih protestov, pa to, oziroma govorim protesta proti tem, kako tukaj nekaj ljudi, ki se aktivno bori proti temu, tudi javno, in ja, mediji tukaj niso na vaši strani. Pa verjetno do ene mere tudi sam pogrešam, že leta in leta, ni tistega kritičnega novinarstva, ker tudi če novinar hoče, mu bo urednik porezal. Ne bom rekel vsak urednik, ne bom rekel do kere mere. Pa se sklicuje na čas prispevka, ali se sklicuje na kera izjava je bolj ugodna, kera je manj, komu boš dal več priložnosti pred kamero, komu je sploh ne boš dal. Sej ni težko ugotoviti, zakaj gre. In tukaj je interes en sam, pač kapital, pa strah je od zadaj. Ker pač kdor dvigne glavo, se ga poseka. In tukaj obveščanje ljudi, pa predvsem mlajših generacij tudi, da bodo vedeli, v kaj grejo. Mi smo imeli pitno vodo iz pipe, še zdaj jo imamo. Zdaj, kaj bo pa čez nekaj let, lahko pa da že prej, pa tudi ne si vsak sam. Najlepša hvala, to je bilo čudovito. Zdaj sem se sam spomnil, kaj sem prej hotel reči, ker imaš, Marinka si rekla, 11. december je za zbiranje podpisov za obravnavo, za status stranke v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. 4. decembra je pa na upravni enoti Ljubljana, torej Linhartova 13, stara bežigrajska občina, upravna enota odloča če ne bo prestavljeno, ker odvetnik je podal zahtevo, da se prestavi, obravnava 125 oziroma tistih 123, približno metrov preostanka kanala C0 pri Stožicah, kjer je tudi bila vrsta strank v postopku dodatnih soudeležencev,
In tukaj se krešejo, zdaj se stiska pravno zadeva v lijak in bomo videli, a bo šla skozi ali ne. In lahko sam še kdo komentira tisto, kar smo imeli z onim Ciglerjem, ki je rekel, ja, sej so dobili za kanal C0, so dobili, koliko je napisal, 26 soglasi, klele prtrženci se hvalijo, kaj, s 16 soglasi. In jaz sam vem za kanal C0, ko greš podrobno brati, pa jih ne vidiš, ne? Ljudje nimajo teh soglasij pred sabo. Ja. Ampak izhajajoč, lahko komentiram iz dela za C0, lahko samo ugotovim in povem, da je ogromno dokumentacije, ki bi morala biti javnosti na voljo kadarkoli, kjerkoli na spletu, v pogled, v presojo, pa tega sploh ni. To je totalno kršenje Aarhuške konvencije, seznanitev javnosti, potem možnost dati javnosti vlogo v postopku, pa potem mislim, da je še gre za pravno varnost tudi, ne? Mislim, to se vse krši. To je vse in Marinka, to te prosim, no? Če lahko še Roka komentiraš, pa nasploh duha ljudi, ker tisto, kar si rekla, ne? Ljudje, ki so v službah, preprosto so je družba že tako okamenela, da zaradi službe si nihče več ne upa nič narediti, ker je vse pod strahom. Tako. Strahov vlada, je tako? Ja, tako je. Tako je. Tudi, ko smo Pa Roka komentiri, kar je še prosim. Ja, zbirali, so recimo tuji opazovalci, ne, so rekli, zakaj ste sami starejši ljudje, kje so mladi? Ja, mladi se bojijo, sem to nisem tujcu rekla, mladi se bojijo, ampak sem rekla, mladi so v službah, ne? Ker jaz imam rada svojo domovino, ne bom pred tujcem govorila takih stvari, da se bojimo, ne? Ja, ne, se popolnoma strinjam z Rokom, popolnoma. To so dejstva. In je pa res tudi zdajle, ne, ki je imel Janković sestanek s prodajalci tržnice. Je rekel, so bili vsi tih, ko sem jih vprašala, a ste bili res tih. Jaz so rekli, sej veš, kakšen je on. Sej veste, kakšen je on. Če se oglasiš, te pa pobije, ne, te pa, ker je tak sarkastičen, ne dovolj, da rečeš, hiter ti te odpravi. In so rekli, smo bili raj tist, ker smo vprašali, je tako zelo sarkastično odgovarjal. In potem so tih, ne, in on se zdaj hvali prodajalci. A imamo ta posnetek? Prosim? A je to posneto kje? Ne, mislim, da ne, da ni noben snimal. Mislim, to je brutalno, da te stvari niso posnete, ker to bi ljudje bi šele takrat videli tisto, kar mi vemo, Ja, ne? ja. In jasno, sorry, se oproščam. No, jasno, da so ljudje potem prestrašeni, vsi so prestrašeni. In posebej tisti, ki imajo službe, nimajo kaj. Sorry, daj drugmu, da jaz tole utišam. Daj Blaž naprej, drugmu vprašanje. Halo, Blaž, se slišimo? Blaž, Ja, se slišimo, seveda se slišimo. Ja, ne vem. Seveda se slišimo. Jaz sem imel zdajle mikrofon na mute po nesreči. Zato. Okay. Če ima še kdo kakšno vprašanje, če ne bomo počasi zaključili za danes, ker sva v izredno hitrem času povedala po moje kar ogromno, veliko. Če bo potreba, če boste tudi delili pol posneti Space naprej, lahko teoretično z Marinko pripravlja pogovor vsako sredo ob 8, ker
je treba spremljati, a ne, do 11. decembra najmanj. Tako da, je še kdo za kakšno vprašanje, lepo prosim. Lahko bi komentirali, povedali kaj o karakterju Ljubljančanov in Slovencev, ampak ugotavljamo, da je ta službena ovira, zavora praktično 100%, ali pa dobro. Pridem na 95. No. Ja. Mediji, ti si imela zdaj za Planet na shodu v ponedeljek, so te nekaj vprašali. Kako so pa mediji do tebe v zadnjih 18 letih aktivizma? A si kdaj dobila kakšen daljši pogovor? V samem začetku je bilo. Tudi na Televizija Slovenija so nas vabili. Vsi mediji so bili odprti tam do 2009. Potem je pa prišlo do... Čakaj. A ti hočeš reči, da se nekaj zgodi, pa se mediji drugače obnašajo v tej državi? Ne vem, kaj se je zgodilo, ampak vem, da ko je bil eden naš pripadnik iniciative v svetu RTV-ja, programskem svetu RTV-ja, je rekel, da naj nas, in je izpostavil mene, da naj kakšen intervju z mano naredijo na Televiziji Slovenija. Je rekel, ko mi je potem pravil, ko bi ti videla, kakšne ošpice so dobili, to je bilo kriljenje z rokami, ne, ni govora, ona pa ne. Ja. Tak je odnos. In praktičen po tem času, tako kot sem rekla, ko smo za referendum zbirali podpise, so bili mediji blokirani. Od takrat do zdajle nekateri mediji, ne. Bom rekla. Veš kaj, fantastično je to, kar opisuješ, zdaj bi pa sam vsem tistim, ki boste to poslušali, povedal naslednje. Svet se ne vrti okrog vas, eni ljudje so aktivni v Sloveniji, ampak ne pridejo skozi medijsko blokado. In ker se svet ne vrti okrog vas, vi pa to mislite, si predstavljate, ja, sej ena Marinka pač ni imela nič za povedati, je že v redu, da so jo onemogočili, da so ji zgroženi preprečili karkoli povedati, ampak to vodi celotno družbo v retardiranje. To je degresija, to je napredovanje navzdol. Marinka, nekaj bi še. Tole, kar sem z nekaj minutnim raziskovanjem sem prišel do unga članka, kjer se je videl, ne? Janković postane župan 2006, 2008 Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, 2008, potem pa on 2010, ali kdaj je bil tisti članek, reče, ja, sej, Kresija, hotel pa to. V bistvu je on v ponedeljek tebe žalil, blatu, sramotil, češ, da si se ti zlagala, pa da se je Hojs zlagal, pa da nikoli ni bilo nobenega govora o hotelu Kresija, pa kakšne garaže, pa povezava tunela pod Pogačarjevim trgom, ne, kakor da to ni bilo v njihovi zamisli. Ja. Mislim, kaj je to? A je pozabil, kar je 14 let nazaj govoril? Kaj se mu je zgodilo, da je šel tako daleč, da je tako lagal? A je pozabil, da je internet ali kaj? Ne vem, kaj on misli, tega ne morem komentirati. Dejstvo je, da jaz nikoli v življenju ne lažem, ker je edina stvar, ki me znervira, zrevoltira, laž. In zaradi tega tudi jaz ne lažem. Tako da, ja, mi smo dobili že 2008 po pošti, ne vemo, kdo nam je poslal zapisnik, po pošti je prišlo zapisnik 12. seje strokovnega sveta Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. To je to, ki si ti objavil in ne bom brala, na drugi strani lepo piše, da so garaže potržnice namenjene za hotel Kresija. Ampak
tudi v demokraciji je bilo objavljeno 26.11.2009 na 76. strani, sicer malo je bilo bolj tako ne v šali, ampak je napisano, da načrtuje z ruskim partnerjem graditi luksuzni hotel, kjer zdaj stoji Kresija. Zaradi tega naj bi potreboval garažno hišo pod tržnico. In Reporter 27.9.2010 je v intervjuju z Jankovićem na 34. strani je Janković zanikal, ko ga je novinarka vprašala okrog hotela Kresija, je zanikal, ampak je tam rekel, da bo hotel v Marovi hiši. Ja, pa moram zdaj še to povedati. Ko enkrat so mi rekli, da je en sorodnik Kučanov na trgu, so rekli, da je njega vprašaj. Prodajalke so mi rekli. In jasno, sem ga vprašala, kako je, kaj on ve o tem, a res namerava hotel v Kresiji. In je on hladno mi odgovoril, mislim, skoraj malo privošljivo. Seveda je rekel, sem ima 2 sinova, eden bo hotel v Kresiji, drug pa v Marovi hiši. Tako. A je vse povedan? Ja, predvsem to, da se ljudje, tudi ti lahko to potrdiš verjetno, da dobesedno ni informacij in se samo čaka in potem, ko pridejo oni, so že vsi projekti zrisani in vse je že dogovorjeno. Ja. Mislim, to je Ljubljana, ne? To je Ljubljana, ja. Preveč so Ljubljančani pasivni. Ne vem zakaj, zaradi udobja, ki je, ne vem, mogoče je preveč upravnih služb, pa ja, malo udobja, komoditete. Ampak periferija je drugačna, Ljubljana je pa res, tako kot piše tisto pesem, je Ljubljana je zaspana. Ja, ampak Ljubljančani se morajo prebuditi. Najprej bi ostali brez pitne vode, če namo nič naredili, potem pa brez tržnice, če namo nič naredili, ne. In na koncu bojo naši potomci imeli gas maske na obrazih, če bojo hoteli v Ljubljani živeti. Če bo sežigalnica narejena. Tako. In to je dokaz, Janković pravi, ne, da ima rad Ljubljano. Saj mu verjamem po svoje, ampak to je na njegov način. Ampak Marinka, če se on v soboto usede z šefom vlade, Ja. in večina vladnih služb je v Ljubljani, Ja. Država deluje skozi Ljubljano, Ja. in predsednik vlade, pa bivši predsednik države, ki drži vse niti v rokah, preko globoke države, to funkcionira, to so pokazali v soboto, pa še dodatne dobivanja. Ja. 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 To je dejstvo. Kaj ne rečem, nimam kaj reči. In zdaj, a ni zanimiv pa nekaj, ne? Ko si enkrat aktivist oziroma se boriš ali pa trudiš za neko stvar, ampak ta stvar v resnici je, ti si verjetno želiš, da bi bili vsi dokumenti javni, Seveda. da bi bilo predstavljeno. Ne? To so te velike, v narekovajih, zahteve, pa to je ta velika, v narekovajih, problematičnost tvoja, ker pol bi mogli novinarji gledati. Ne? In jaz sem gledal majčkeno te članke za nazaj in sem tistega objavil, ne, ker on sam v šali našteva hotele, ki bojo, in dejansko Zlata ladica je ratala hotel, in jih našteje in Kresijo prvo omeni. Ne? Torej, on je leta 2011 govoril o tem, da je tudi Kresija možnost, kjer bo on portir, ja, tako, ne portir, portir je na vratih, on bo pa receptor v nekem hotelu in reče Kresija. Ja. In leta 2024, ne, se zlaže, da kdo je sploh kdaj omenjal hotel Kresija, pa če je on to rekel. Tako. In tukaj je fantastično,
za slovensko javnost, ki ima tako rada mitologijo tega poštenja. Ne? Ja. Ne? In zagovorniki, kot je on neposrečeni Cigler, na Twitterju si ga brala, mene je že blokiral. Ampak oni si predstavljajo, da kaj, gre za poštenega človeka, ki ne laže, v resnici so ga mediji dobili na laži. Ne? Zapisan je bilo, da je on govoril o hotelu Kresija, on pa reče, da ti lažeš, pa da Hojs laže, da vidva lažeta, da je to lažje DNK SDS-a. On iz tega izpelje. Mislim, neroden v času interneta. Ne? Ja, pa to, ki je vse dosegljiv, vse informacije. Samo malo je treba pobrskati po internetu, tako je. Ja. No, je pa največji premik to, da ste naredila Twitter račun. Vse pozivam, da posledite follow in tako naprej Marinko in predvsem pa tisto, kar si rekla, ne, da te stalno kličejo ljudje, da si stalno zasedena, ker je žal, ne, ker ljudje ne razumejo. Ja. To sem te hotel, ne. Ljudje bi radi nekaj imeli v bistvu na mizi, na pladnju, dajte nam, ne vem, referenduma, ne, in se ne zavedajo, koliko enega truda je potrebnega, da sploh karkoli prestopiš, kakšen prak, ne. Ja, ogromen dela. Ja. Ogromen dela. In to delo je potrebno samo zato, da bi prišli ljudje do dokumentov. In oni v bistvu s svojo pasivnostjo povzročajo, da jim sploh nišče nič ne pokaže. Jaz sem tam recimo kanal C0, ne. Vse so dokument, ki ga lahko omenjam, mislim, iz katerega lahko citiram, je javno objavljen, ampak niso želeli, da bi bil. Ampak je. Mislim, so ga drugi objavili. Ne? Ja. In je noter to, da geologi rečejo, čakaj, ne, spelejo biologi, pa tisti, ki se upravičujem, rečejo, koliko bo iztekal geodeti, seveda, geodetski zavod. Geološki zavod, geologi, rečejo, da bo iztekalo iz cevi od 150 do 170 do 850 kubikov na dan. Misliš za kanal C0, ne? Ja. Tako, pa se pa vsi pretvarjajo, da tega Ben ni nikjer rekel. Ja. Pa da bo betonska kineta nepropustna, vodo nepropustna. Mislim, a veš? Ja. In imamo... Jaz pravim, da so ljudje krivi, prvi krivci so mediji, tudi šolstvo, politika in so ljudje oprani tako globoko, da nimajo časa za malo širše vsebine. Ja. Tudi, da se jim ne ljubi misliti. Jaz vidim tudi med mojimi... Ampak, a zahtevajo od tebe, a pričakujejo od tebe veliko tako? Da se ti nasmehneš, pa rečeš, ljudje dragi, jaz to zastonj delam že ves čas. Ne zastonj. Jaz sem zato plačuješ. Plačevala, tako, jaz sem preko 10,000 evrov zapravila za vse te akcije. To je treba plačati. Treba tudi te štante, te mize, ki smo podpise zbirali. Vse je treba plačati. V teh letih sigurno preko 10,000, ker vodim evidenco. Ne? Ja. A lahko omenva, da se je v teh dneh uredilo nekaj za nakazila? Lahko. Še ne, še bo, še je, že je. Še ne. No, skratka v redu. Se ureja, da bi to končno enkrat bilo, da bi ljudje lahko nekaj povedali tudi z dejanji. Zdaj pa, če nimajo časa, pa naj prispevajo z energijo sredstva. Zato, ker aktivizem ni zastonj, aktivizem za dobre pa poštene stvari je pa še toliko dražji očitno v tej državi. Ja, drugo sredo bi lahko tudi kaj spregovorila o Zavodu za varstvo kulturne dediščine, o UNESCO-vi zaščiti. Tematike. Lejte, jaz imam 14 velikih fasciklov arhiva.
To ni malo. In to ne tisti človek, ampak to so dokumenti. Tako da imamo za govoriti, za veliko sreče. Blaž, ni se zabati. No, odlično. No. Mislim, zdaj se mi je še odprla tematika mola pa mestnega sveta in o tem pa naslednjič, kaj ne da. V redu. Dragi pasivni poslušalci, Mojca Škrinjar, vsi ste imeli priložnost, če se kdo še javi zdaj, dobiva še eno vprašanje, ampak to je res zadnje. Mislim, da bom odšteval. 3, 2, 1, hvala lepa. Za danes moramo prej zaključiti. Marinka, najlepša hvala. Hvala vsem. Zadeva je bila snemana in na voljo jo lahko bomo delili v kratkem, samo da te stvari uredim. Hvala vsem, srečno. Hvala tudi tebi, Blaž, hvala vsem, srečno. Ja? Nasvidenje.